Pri letošnji konferenci smo izbrali temo digitalizacijo. V začetku, ko smo se o tem pogovarjali, nam je nekako to delovalo neživljenjsko za celotno našo dejavnost. Bili smo presenečeni, ker je bil odziv neverjeten od vseh komunalnih podjetij, ker smo tudi potem na koncu ugotovili, da je to živa tema. Pomeni, vsa podjetja se s tem problemom trenutno ukvarjajo, iz tega področja želijo iztržiti tisto, kar bi bilo dobro za njih in kar bi bilo dobro za uporabnike in njihove lastnike. Odpirali smo celotno paleto, pomeni paleto, kaj pomeni to za poslovanje, kaj pomeni za obdelavo podatkov in v končni fazi, če bodo ti vsi podatki zbrani, kaj to pomeni za uporabnika. V pametnih mestih je največ izzivov za digitalne storitve. Govorimo o digitalizaciji obstoječih storitev, pametni nadzor vodooskrbe, pametna omrežja oskrbe z energenti. Pojavljajo se nove storitve, kot je oskrba na domu, e-zdravstvo, mobilnost. Mesta so tista, ki bodo najhitreje in najbolj čutila vpliv digitalizacije v bližnji prihodnosti. Kako pa se podjetja lahko na to pripravijo? Jasno, kdor bo prvi, bo si lahko odrezal največji kos pogače in tukaj slovenski integratorji smo ustrezno opremljeni, informatizirali, sledimo razvoju, tako da pripraviti se je treba na zelo množičen pojav teh potreb in tudi priložnosti za integratorje. Jaz mislim, da podjetja, prva stvar, komunalna podjetja ali pa podjetja, ki ponujajo ta utility servise, morajo biti predvsem zelo pozorna na zahteve ali uporabnikov in s tem pravzaprav na stanje trga. Ker se uporabniki digitalizirajo, bo ta sprememba potrebna zelo hitra. In ko bo prvi stopil na trg, bo dobil večje število uporabnikov, bo imel večji vpliv in se bo določene firme, če ne bojo javno regulirale, lahko tudi, da bojo propadle. In zaradi tega je pomembno, da se zavedajo uporabnikov, da se zavedajo regulatornih okvirjev in da se zavedajo pravzaprav, kam gre ta digitalizacija. Ne samo, kar se tiče digitalizacije internega poslovanja, ampak predvsem kako digitalizirati svoje storitve, da bojo uporabnikom primernejše, prijaznejše, lepše, boljše in tako naprej. Digitalizacija je za vsako podjetje zelo pomembna, vendar pa moramo seveda pripraviti temelje. Etično, strokovno delovanje osredotočeno na vse deležnike, posebej na uporabnike in na zaposlene, pripravljenost na evidentiranje hudih zgodb, ki morda pridejo, aktivno komuniciranje in sodelovanje z deležniki, potem tudi digitalizacija ne bo težava. Ne bo pa težava zato, ker bomo vse te prakse samo prenesli tudi online. Zaposlene nekako treba po eni strani jim dati informacije, se pravi, kako naj bi ta sprememba izgledala, po drugi strani pa spremljati, kakšen je njihov odziv, oziroma kaj oni razmišljajo o tem. In zdaj, če se pojavi kakšna skrb zaposlenih, da se mogoče počutijo ogrožene ali pa da ne bojo sposobni tega narediti, treba to ustrezno potem nasloviti. Kar tiče informacijske varnosti, vsak zaposleni mora imeti neka minimalna znanja oziroma mora dosegati minimalne kompetence, zato da lahko dejansko govorimo sploh o informacijski varnosti, ker tehnični vidik danes nekako sam zase ni dovolj.